v bistvu na posameznih videl, uporabil zelo konkretne besede, ki razkrivajo pravo naravo teh dejanj. To pa so nasilno končanje življenja, aktivna usmrtitev, zastrupitev, umor na pobudo sorodnikov, prikritev usmrtitve in podobno. Spravi, zelo pomembna stvar, to tudi naše komisije posebej poudarjamo, da ob razpravah o te temi, da uporabljamo takšno izrazoslovje, ki dejansko opisuje samo pravo naravo stvari oziroma dejanj in drugič, da se zagotovi celostna informiranost naših državljanov. In še na koncu bi rekel še to, kar je tudi sestra Emanuela Žatin izpostavila, tukaj pravica do duhovne oskrbe. V katoliški cerkvi oziroma naši komisiji smo področju na strani paliativne oskrbe, ki vključuje tudi velik poudarek na duhovni pripravi na odhod iz tega sveta v večnost, kot verujoči verujemo. Mi smo prepričani, da eutanazija in asistiran samomor vedno človeka oropa za globoko duhovno doživetje, to pa je proces umiranja, ko človek uredi vse svoje častne zadeve, ko se duhovno pripravi na ta najpomembnejši dogodek življenja vsakega človeka. Tako da zaključil bi z besedo, kvaliteta družbe se ne meri po tem, koliko ljudi bomo v naši državi eutanazirali oziroma se bodo odločili za asistirane samomore, ampak kvaliteta naše družbe se meri predvsem po tem, kako bomo poskrbeli za najbolj ranljive, to so pa za bolne in pa umirajoče oziroma ostarele. Tako da to je nekaj misli, bi pa sedaj rečeno predal besedo vam, tako da se daj priložnost, da lahko zastavite svoje vprašanje, povabim vas, da najprej poveste mi priimek in pa kateri medij predstavljate. Prosim.